Danes je vlada razglasila dan žalovanja v spomin dr. Janeza Drnovška. V parlament se, mislim, da se je dostojno odzval s tem, da je umaknil vse točke dnevnega reda z današnjega popoldneva. Mislim, da je prav tako, ker konec koncev dr. Janez Drnovšek je bil človek dogovorov, pogovarjanja, ne toliko prepirov in jaz mislim, da ravno poslanska vprašanja, ki bi bila postavljena in predsedniku vlade in pa ministrom, seveda ne bi bila v tem duhu. Konec koncev gre za vendarle nek drugačen diskurs. Tako da je prav, da je današnje popoldne v znamenju zgolj žalne seje. Dobar dan, gospod Bišček, dolgoletni sodelavec gospoda Janeza Drnovška. Mi lahko povete nekaj besed o dr. Drnovšku? Dr. Drnovšek se je po mojem razlikoval od drugih politiki, predvsem pod tem, da se je bil do skrajne mere pripravljen odpovedati svojim nekim osebnim kapricam, osebnim impulzom pri vodenju najpomembnejših državniških zadev. V resnici nikoli ni popustil takim svojim osebnim pogledom, ampak je vsako odločitev do skrajnosti premislil. Ta njegova preudarnost je po mojem izvirala iz njegove izjemne zavezanosti prihodnosti. V vsakem trenutku je imel v mislih vse tiste posledice, ki spremljajo neko odločitev in ker se je zavedal te teže odločitve, teže bremena, ki leži na ramenih odgovornega državnika, je po mojem mnenju tudi prišlo do tega, da se ga je lotila ta zahrbtna bolezen. Bi lahko rekli, da je bil Janez Drnovšek eden prvih svetovnih politikov na slovenski sceni politični? Pa bom rekel, da se tega lahko etikiramo kot svetovnega, zauzetega svetovnimi problemi in tako naprej, z razliko od ostalih politikov na naši sceni. No, sem prepričan, da je bil za dr. Drnovška na nek način hendikep, da je bil na čelu tako majhne države, ker je svojim sposobnostjo političnega predvidevanja, svojo sposobnostjo razumnega reševanja problemov v neki veliki državi predstavljal zagotovo politika po svetovni meri, oziroma politika, ki bi pomembno oblikoval svetovno politiko, ne samo slovensko. Čeprav je vodil tako majhno državo, je imel stik z vsemi temi velikani svetovne politike in so ga očitno imeli za kompetentnega in enakovrednega svetovnega. Dobar dan, gospod Širca, dolgoletna kolegica gospoda Janeza Drnovška. Kakšne misli vas trenutno vam grejo po glavi? Da je hudo, ko smo izgubili tako avtoriteto, ki je omogočil, da je Slovenija takšna, kot je. Brez njega bi bila zagotovo drugačna. Kako so te spomnili dr. Janez Drnovška? Kot človeka, ki je znal iz še tako nemogoče situacije izpeljati in izpleniti za vse skupaj najboljše rešitve, taktičnega, preudarnega, takega, ob katerem je marsikdo izgubil živce, zaradi tega, ker jih je opozoril na to, da ne gledajo to, kar se ne vidi. Dobar dan, gospod Koher. Kaj nam lahko, po čem se te spominja pokojnega doktorja Drnovška? Jaz osebno po preudarnosti. Se mi zdi, da je bila to njegova najbolj izrazita značajska lastnost. Poleg tega ga je kot politika oblikovala jasna vizija. To dvoje je pustilo sadove, ne samo za to generacijo, ampak tudi za prihodnje. In čeprav je šel, tako kot vsak človek, je za seboj pustil nekaj, kar pa ne pusti vsak. In to je navdih za prihodne generacije. Dobar dan, gospa Katarina Kresal, naslednica gospoda Drnovška. Mi lahko poveste, po čem se boste spominjali najbolj? Potem, da je vedno deloval premišljeno, da je znal voditi mirno politiko, da se ni pustil potegniti v hude besede, da je znal delovati povezovalno, tega, kar nam v teh časih zelo primanjkuje. Znal je
posesti za mizo ljudi, ki so bili različnih mnenj in potem z njegovo pomočjo tudi doseči neke skupne rešitve, doseči soglasja o vprašanjih, ki so morda sicer za koga drugega bila težko razrešljiva. Skratka, vodil mirno, strokovno, premišljeno politiko in pod njegovo vlado smo dosegli praktično vse cilje, ki si jih je zadala Slovenija po osamosvojitvi. Vstopili smo v EU, vstopili smo v NATO, zgradili smo dobro gospodarsko osnovo, postali večja družba blaginje, kot smo bili prej. Lahko samo upamo, da bomo mi vsi vsaj približno lahko sledili smernicam, ki jih je sam postavil, ker res da je dal visoke standarde resne politike.